Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Vabljeni k ogledu oddaje Dogodki, ki smo jo tokrat pripravili za vas. Letos mineva 110 let od rojstva pisatelja Miška Kranjca, jubilej pa bodo v njegovi Veliki Polani proslavili večkrat. Odločili so se namreč, da bodo pripravili več dogodkov, med katerimi sta tudi simpozij in znanstvena akademija. Pred 110 leti se je v tej hiši narodil Miško Kranjec in v njej bo v okviru letošnjega praznovanja potekal del filmsko-literarnih večerov, drugi del pa pravkar ob kulturnem prazniku odprti novi knjižnici. Slednja je namenjena tako učencem kot občanom, stala pa je 80 000 evrov. Prva faza je bila gradbena ureditev teh prostorov, ki smo jih zagotovili z energetsko sanacijo same osnovne šole. In v okviru tega smo pridobili teh cirka 300 kvadratov, kjer smo že v začetku pristopili tako, da je omogočen vhod tako iz same šole, kot tudi vhod neposredno iz parkirišča, zavedajoč se, da pač občani ni smiselno, da v popoldanskem času oziroma v koristnih hodi skozi šolo. Ta prva faza je vključevala, kot sem že menil, gradbena dela, elektroenergetska dela in ureditev vseh stropov, elektrikacijo in vse, kar je bilo potrebno. Druga faza, ki smo jo začeli lansko leto, je pa bila vezana na nekako finalno ureditev teh prostorov, to pomeni položitev ustreznih podov, kot tudi opremljanje z knjižnimi policami, z kotičkom za najmlajše in z vso potrebno infrastrukturo, ki je v takem prostoru potrebno. To pomeni računalniška oprema, knjižni pult oziroma sprejemni pult, garderobe, tako da sem danes vesel, da s tem dejanjem nekako odpiramo te prostore, ki bodo zdaj v prvi fazi zagotavljali izključno delovanje osnovnošolske knjižnice. V čim možnem krajšem času pa bomo zagotovili še odprtje tudi splošnega dela knjižnice. Gre za vsebinsko dve knjižnici v enem prostoru, tu pa bodo lahko tudi kulturne prireditve in dejavnosti za najmlajše iz tamkajšnjega vrtca, torej znanje za vse generacije. Za mnoge generacije pa je ostalo delo polanskega pisatelja. Prireditve njemu v čast so tako začeli v sklopu kulturnega praznika, saj je bil, kot pravijo v Veliki Polani, Kranjec povezan s Francetom Prešernom. Poleg tega, da je bil tudi slovenski književnik, je bil glavni urednik Prešernove družbe leta 1959, dobil pa je kar 3 Prešernove nagrade. In sicer za delo Mesec je doma na Bladovici, za roman Mladost v Močvirju in leta 1976 za življenjsko delo na literarnem področju. Občina Velika Polana je skrbno nekako skrbi za Kranjčevo dediščino na področju naše občine. Domačija Miška Kranjca je po našem mnenju zgledno urejena in nudi izvajanje različnih dejavnosti. Pristopili smo tudi k prvi fazi obnovi Kranjčevih goric, Kranjčevega vinograda, predvsem zaradi tega, ker nam ni vseeno. Ni nam vseeno za njegovo dediščino in ni nam vseeno, da imam občutek, da se Kranjec nekako izgublja iz slovenske literature. Vsaj moj osebni pogled na to je tak. Zato smo lansko leto skupaj s partnerskimi organizacijami, Društvom slovenskih pisateljev, Osnovno šolo Miška Kranjca, Kulturnim društvom Miško Kranjec, Društvom Štrk Slovenija, Javnim skladom za kulturne dejavnosti in drugimi, začeli snovati celovit program obeležitev, ne zgolj kot nek enodnevni dogodek, ampak več dogodkov, ki bi se skozi celotno leto dogajali, na nek način spominjali na velik pomen, ki ga je slovenski literaturi književnosti dal Miško Kranjec in ga tudi na nek način tudi predstavili njegovo življenjsko pot in njegova dela. Tako je že izšel razpis Sklada za kulturne dejavnosti za literarne vsebine za osnovnošolske otroke, odrasle in kulturna društva. Osebno se zelo veselim raznih dogodkov, ki bodo bolj družabno popestrili tole obeleževanje in so vezani eni na pohod po Miškovi poti oziroma pohod Pückov, da so šli na gostovanje v Gorice, kar je Miško Kranjec zelo lepo opisoval, v Strici so mi povedali.
Letos bo pohod potekal iz Lendave do samo domačijo Miška Kranjca in sicer meseca oktobra oziroma novembra, kar bomo še naknadno dogovorili glede tudi na vse ostale obeležitve. Miškov pohod bomo tudi nekako obogatili z določenimi tudi kulturnimi vsebinami, tako da bo dogajanje bolj pestro. Sočasno bo pa potekala tudi v mesecu septembru tudi trgate v Miškovih Goricah, ki jih je občina, kot sem že prej omenil, obnovila in kjer tudi imamo že uživamo že prve sadove teh goric, to je miškovo rdeče in belo vino in tudi odziv na lansko letno prvo trgate je bil zelo velik, tako da vidimo, da sem prepričan tudi, da bo tudi letos tako. Ta vina bodo ponudili na različnih dogodkih in ker je bil Miško velik ljubitelj tako goric kot vina, na ta način združujejo tradicijo. Poleti bodo na Kranjčevi domačiji pripravili tudi počitniško šolo v okviru Pomurskega poletnega festivala in se v tednu dni spomnili Kranjca z različnimi kulturnimi vsebinami. Tako kot ob 100. obletnici bodo tudi letos izdali spominsko znamko in spominsko razglednico. Osebno se pa najbolj veselim in največji pomen dajem dvema dogodkoma, ki bosta nekako združena za vikend v septembru. To je simpozij in slavnostna akademija. V okviru simpozija bomo na nek način predstavili življenje in delo Miška Kranjca. Vodil ga bo podpredsednik Društva slovenskih pisateljev Duško Šarotar. Na njem pa bodo sodelovali tako oba sinova, kot tudi predstavniki književnosti, predvsem željo, da nekako ponovno pretehtamo prispevek Miška Kranjca slovenski književnosti. Prispevki se bodo tudi zbrali in izdali v okviru zbornika. Posebej se pa verim, da bo tudi v okviru tega dogodka izdano še neobjavljeno knjižno delo. Od obeh sinovov smo kot občina dobili v roke še neobjavljeno Kranjčevo delo. Delo je zdaj v urednikovanju, to pomeni v pregledu in se vse pripravlja, da se bo delo izdalo. Nažalost, vsebine dela jaz zaenkrat ne poznam. Prepričan sem pa, da bo to delo zdaj po tem, da je bilo kar en lep čas nekje odloženo, bo na nek način prispevalo k temu, da se bo ponovno tudi dal še nek novi prispevek že zelo bogatemu Kranjčevemu literarnemu opusu. Zorijo pa že nove ideje, ki jih bodo vključili v program. Ena izmed takih je bila tudi ideja turističnega pomladka osnovne šole Miško Kranjec z Velika Polana, ki je v okviru raziskovalne naloge pripravila raziskovalno nalogo pod Miškovim klobukom in bo predstavljena tako na festivalu Turizmu pomaga lastna glava, kot ene vrste kulturni turistični produkt, ki ga bomo tudi z veseljem kasneje dejansko držali pri življenju ob obisku Miška Kranjca. Sam dogodek bo pa tudi v mesecu septembru. Tudi nove pobude bodo, kot pravijo Veliki Polani, z veseljem vključili, tako da bo leto res po miškovo obarvano. Spremljali smo tudi dogajanje na slovesnosti Mestne občine Murska Sobota ob kulturnem prazniku, na kateri je župan dr. Aleksander Jevšek podelil priznanja za dosežke na področju kulture. Slovesnost ob kulturnem prazniku je potekala v dvorani gledališča Park v Murski Soboti. Udeležila se je tudi prekmurska igralka Nataša Matjašec Roškar, sicer prvakinja drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor, ki je bila slavnostna govornica na prireditvi. Umetnost nas res velikokrat potisne na ali pa celo čez rob. Še večkrat pa nagovorim pred rami čudežne občutke čudenja, spoznavanja, tiste magične, celo mistične trenutke, ki so in ki bivajo v nas in zaradi katerih smo lahko tako zelo blizu Božjemu, božanskemu, celo svetemu. In ko nas potem povsem iznenada zapusti prijatelj in pesnik, spoznamo, da nekega trenutka in čutenja sveta brez njega ne bomo zaznali ali prepoznali nikoli več. Umetnost ne nastaja in ne vznika niti sama iz sebe in niti sama za sebe. Umetnost in njena dela so dela ljudi. Jezdecev oblakov, frfotavih sanjačev, lovcev metuljev, predrznih vrvohodcev, utopičnih vizionarjev, lucidnih premišljevalcev
neumornih iskalcev tistega nekaj, tistega več, tistega. In ker je danes dan praznovanja, praznujmo umetnost, praznujmo umetnike in predvsem praznujmo umetnosti naših nagrajencev. Prosim, sprejmite moje iskrene čestitke. In čeprav imam rada Prešernovo poezijo, se poslovim z verzi Prešernovega nagrajenca in dragega preminulega prijatelja Milana Vincetiča. Luna bere gor in medi vetrove, da potuhne se živat med hiše in brloge, da basnosnovni Bog odmerja čez pokojne. In spet je svet, premil in lep, in roža podivjana v cvet. Hvala. Letošnji nagrajenci prihajajo z dveh področij umetniškega ustvarjanja, besednega in vizualnega. Nocoj nagrajujemo mladostno zagnanost na začetku ustvarjalne poti. Nocoj nagrajujemo 20-letno vztrajanje in stalno željo po rasti in pridobivanju novih znanj. Nocoj nagrajujemo tudi vrhunska dosežka ustvarjalcev, ki jo je širši slovenski kulturni prostor že potrdil, tudi nagradil. Vsi, vsak na sebi lasten način, bodisi z literaturo, fotografijo ali dokumentarnim filmom, pričajo o živosti ustvarjalnega duha tudi v našem mestu. Priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo pri ljubiteljskem literarnem ustvarjanju prejme Alen Nemec za prvenec Vstajenje Bečevalca. Plaketo Mestne občine Murska Sobota za pomembne dosežke v kulturi prejme Fotoklub Murska Sobota ob 20-letnici delovanja. Nagradi Mestne občine Murska Sobota za vrhunska dosežka prejmeta Štefan Kardoš za roman Vse moje Amerike in Štefan Celec za dokumentarni film Slovenci v Betlehemu. Slovesnost je spremljala tudi glasbena skupina Tadej Toš and the Band, ki so predstavili rokezije, uglasbljeno poezijo Franceta Prešerna. V Moravskih Toplicah že vrsto let pripravljajo pustovanja na prostem. Tudi minula pustna sobota je minila v znamenju mask, ki so rajale v središču tega turističnega kraja. Turistično-informacijski center Moravske Toplice je tudi letos poskrbel za pustovanje na prostem, ki je potekalo v Moravskih Toplicah.
Zbralo se je veliko mask, od najmlajših do najstarejših, kar je organizatorjem v veliko veselje. Ravno to je tudi eden izmed razlogov, da se za organizacijo tovrstnih prireditev sploh odločajo. Pustovanje je ena izmed tistih dejavnosti oziroma tradicije, ki je za turističen kraj, kot so Moravske Toplice, izrednega pomena. Se pravi, skušamo skozi to dejavnost oziroma to prireditev privabiti tudi vse turiste, vse obiskovalce, da se malo našemijo, da se nam pridružijo in seveda, da kakšno rečemo in da se malo pozabavamo. Letos smo pripravili z Miškinim gledališčem eno predstavo, da bo otroke seveda animiralo, zabavalo. Prav tako pa bomo podelili nagrade naj maškaram, naj skupinskim maškaram, pa naj posameznikom. Zbrane maske so letos na pustovanju torej zabavali člani Miškinega gledališča, katerega člani prihajajo iz cele Slovenije. Pripravili so pester program, ki je bil namenjen tako otrokom kot njihovim staršem. Danes imamo krasno, čudovito, razgibano predstavo Čarobna Vililandija. Po predstavi bomo pa izvedli tudi plesno animacijo, torej bo takšno pustno rajanje z maskami. Predstava v bistvu govori o dveh malinčkih, ki si želita čez noč zrasti torej v odrasla človeka in s pomočjo čarobne naprave Činkušampi se to tudi zgodi, ampak nastane en kup nevšečnosti, ki pa potem s pomočjo otrok skupaj rešijo. Kot vsako leto so organizatorji pripravili tudi izbor najlepših mask, ki jih je ocenjevala 3-članska komisija. Najboljše ocenjene maske pa so prejele tudi nagrade, pri čemer je organizatorjem na pomoč pristopila tudi občina. Nagrade so praktične, pa tudi v obliki denarja. Tako da nabor je pester in seveda najmaške si to zaslužijo. Komisija je res, bom rekel, strokovna, tako da smo izbrali tiste, ki so že vrsto let vpeti v samo dogajanje pri pustovanju, tako da imajo res znanje oziroma potencial pri ocenjevanju. Občina nam pomaga, res se moram zahvaliti tukaj županu in občinski upravi, da imajo posluh za takšne prireditve, ki jih pripravljamo in občina pripravi nekaj nagrad, seveda v denarnih oblikah, tako da so tiste najmaske res zasluženo nagrajene. Glejte, podpiramo seveda, kot vsako rekel, tovrstne družabne prireditve. Pustovanje je nekaj, kar je že seveda tradicionalno v Moravskih Toplicah. Zdaj TID zagotovo naredi pravo idejno zasnovo, vse to, kar pač, bom rekel, sodi. Občina pa sigurno potem seveda podpira z tako, bom rekel, finančnimi vložki pri delovanju TID-a in pa seveda z ostalimi spremljevalnimi aktivnostmi, ki morajo biti, da tovrstna prireditev, bom rekel, uspe na takšnem nivoju. Poleg pestrega programa in ocenjevanja mask so bile obiskovalcem na voljo tudi stojnice, na katerih seveda ni manjkalo pustnih dobrot, ki so jih pripravili ponudniki iz občine. Predvsem so kropi tisti, ki se upadajo nekako z samim dogajanjem oziroma s pustovanjem. Seveda morajo topli napitki, čaj za otroke, za nas starejše pa kuhano vino. Potem so pa še kakšne kulinarične stvari za ta zimski čas. Pojani kruh pripravljajo društvo iz Tešenovcev, tudi turistično-vinogradniško društvo iz Filovcev je tukaj v okviru krajevne skupnosti in res je pester nabor, tako da obiskovalci ne bodo žejni in nelačni. Pustovanje na prostem je v Moravskih Toplicah vse skozi dobro obiskano. Udeležujejo se ga tako turisti kot tudi domačini, ki se ta dan radi našemijo in pokažejo malce svoje norčavosti, ki se upada s pustom. Pretežno vidimo, da se udeležujejo domačini, ampak vseeno pa vidimo, da je precejšnje število tudi turistov in glede na samo tradicijo dogodka prihajajo maske tudi iz drugih krajev, prav namenoma zaradi tega dogodka in mogoče preživijo lep vikend istočasno v našem kraju, da se malo sprostijo in se naberejo moči za nove izzive. Zdaj smo že kar 6-7 krat, oziroma 12 krat v bistvu. Udeležujejo se ga pa zaradi otrok. V bistvu z otroki gremo na pustovanje, pa pač vsako soboto preživimo pač v pustnem dušju.
Vsako leto pa pač iščemo oziroma z otroci se pogovorimo, kaj oni predlagajo, kaj bi bili, pa smo v družinskem vzdušju smo vsi nekaj enako. Ne. Prireditve, kot je pustovanje, so torej pomembne tako za občane, kot tudi za splošno prepoznavnost občine, zato tudi na občini temu posvečajo veliko pozornosti. Jaz mislim, da so zelo pomembne, ne? Torej nekatere prireditve, kar nekaj takšnih že delamo dolgo časa in mislim, da jih občani imajo radi, tako kot to recimo pustovanje. Imamo pa seveda v letošnjem letu in za naprej seveda tudi v načrtu večje prireditve, med drugim so ena taka, ki se zelo hitro bliža, je spet naše druženje z prijatelji iz Dalmacije, ne? Ki bo v mesecu aprilu, kjer bomo gostili tudi seveda eno izmed najbolj popularnih klap na Hrvaškem. In skratka za občane in za nasplošno prepoznavnost kraja kot občina Moravske Toplice, kot ena izmed vodilnih turističnih destinacij v tem prostoru je to zelo pomembno. To je bilo vse v današnjih dogodkih. Spremljajte nas tudi prihodnjič, pa lep pozdrav do takrat.